zakaj si pri Pandi sploh? Panda. Kaj je to Panda? Ja, band. Sto, ker nam je fajn. Se zabavamo, ustvarjamo, uživamo. Prvo kot prvo, ker ste me vi poklicali po 2 letih, drugače pa zaradi tega, ker se imamo fajn, ker ste sproščeni, uživam, ustvarjalni smo skupaj. Pa tudi demokratičen odnos, to mi je všeč, da lahko tudi jaz kaj svetujem. Pa kakšno konstruktivno kritiko dam, ampak predvsem mi je všeč, v bistvu, da se imamo fajn, da je energija ta prava, se mi zdi, da smo se kar našli, tako da sem zelo zadovoljna. Ja, v bistvu jaz sem oseba, ki nerada menja okolje in ljudi, s katerimi dela. Tako da zdaj sem že nekje na začetku začutil, da Panda ima budućnost, kar je v bistvu tudi dokazala s 30-letnico svojega obstoja. Ja, tako je. V glasbi je pravzaprav tako, da se stvari pač zgodijo, ne? Včasih sami po sebi, včasih malo pomagamo in Panda se je v mojem življenju pač zgodila in še vedno se dogaja. Ja, hecne stvari se vedno dogajajo, kadar se dogajajo čisto popolnoma spontano. Meni se v življenju nič ni zgodilo načrtovano, ali pa vsaj tisto, kar sem načrtoval, se ni zgodilo. Se je zgodilo potem drugače. No in ker je pač glasba moja najbolj pomembna, nepomembna stvar v življenju, se je v trenutku, ko sem srečal v studiu nekoč Suzano Jeklicevo, porodila ena ideja, da je mogoče bilo pa fino narediti band. Takrat je bilo to mišljeno, bomo naredili 2-3 komade in to je to. Pa je pa čas tekel, fino nam je bilo, krasne stvari smo delali, postali smo ne samo dobri prijatelji, ampak smo tudi postali odlični ustvarjalci, krasne stvari smo naredili, evo, in 30 let se je zavrtelo 1, 2, 3. Tako da meni se zdi danes popolnoma logično, da sem pri Pandi. Kje bi pa še lahko?